Dober dan, vošče Martina Rečon. Ja, tudi jaz kdaj zafrknem, kaj pa vi? No, to je napoved dogodka, ki se bo v sredo 8. oktobra zgodil v Ajdovščini ob 18. uri v dvorani Prve slovenske vlade. To je vse, kar morate ta hip vedeti. V nadaljevanju pa boste izvedeli še veliko več. No, pod dogodkom se med drugim podpisuje Ljudska univerza Ajdovščina. Dragi gostje, najprej hvala za povabilo. Hvala. In seveda dober dan. V studiu gostimo Evo Mermolja, direktorico Ljudske univerze Ajdovščina, vodjo projekta Neofakin, Eva Birsa, dve Evi, podjetnica, direktorica podjetja Evitas in Matjaž Kljajič, podjetnik in vodja Fuck Up Nights v Sloveniji. Dober dan. Živijo, dober dan. Ste danes že kaj zafrknili? Ves čas, kaj zafrknemo. In to ni nič slabega, kar bomo pravzaprav v nadaljevanju povedali. Danes je naš namen pogovarjati se o neuspehu in iz učenju iz napak. Zakaj nas neuspeh tako zelo boli, dragi gostje? Pa bova začela, glede na to, da ste najbolj zgovorni, Matjaž Kljajič, kar midva. Neuspeh torej boli, predvsem nas Slovence, kaj ne? Zakaj menite, da je temu tako? Ja, neuspeh v bistvu tako ni neka prijetna zadeva, ne? Ker ponovadi v nekaj, kar počneš, v nek projekt, daš nek trud, energijo, delo, tudi moče zastaviš svoje ime, imaš neka pričakovanja in pol, če jih ne dosežeš, sledi tudi razočaranje in doskrat smo tudi taki, da moče te svoje projekte povezujemo tudi s sabo in pol se čutimo, ni ti uspelo, ti si slab, vsem samo uspeva. Samemo preveč osebno. Tako, preveč osebno in moče res to, kar ste omenili še pač ne Slovenci. Res Američani so znani po tem, da moče je to badge of honor, ne, značka ponosa, več neuspehov, ko imaš, ko dokazuješ, da nekaj pač počneš, ustvarjaš, da imaš izkušnje. Pri nas moče je to še zmeraj tako značka sramu, ne, ker se pač mi sami tako počutimo, razmišljamo, kaj bo pa drugi rekli, ne, kaj bo rekla teta na družinskem kosilu, ne, ja, kaj si pa mislil, da bo. Pa mislite, da bomo lahko delček tega z sredinim dogodkom zradirali? Po izkušnjah, ki jih imamo z dogodki, ki smo jih doslej delali, si bi drznil reči, da nekaj prispevamo k temu. No, odlično. No, že sami ste omenili, kakšen je mindset v Združenih državah Amerike. Torej, fraza fail fast, fail often je pravzaprav del vsakdanjega besednjaka. Eva Birsa, kot direktorica Evitasa, vi delate tudi s tujimi trgi. Kaj ugotavljate? Kako blizu so drugod tej frazi? V bistvu, jaz bom tako rekla, kot podjetnik dosti delaš tudi na odnosih, ne? Ampak mogoče kar sem se jaz navadila v zadnjih 10 letih, je, da neko zaupanje hitro rata krhko in ko je enkrat zgubljeno, je pol težko nazaj vzpostaviti. Tako da jaz sem se v tem času naučila, da je treba vse pomembne zadeve dati črno na belo, da je zapečateno in da to tudi pol drži. Je pa, ja, izkušnje te naredijo bolj modrega in bolj previdnega mogoče. Kar te ne zlomite ojača, ali kako? Tako je. Kaj vas je morda pri vašem poslu kdaj ustavila beseda, kaj bojo rekli drugi, ali pa kaj pa, če mi ne uspe? Namreč precej pomembnih odločitev je potrebno sprejeti v podjetju in včasih začeti na majavih temeljih. Jaz mislim, da s tem stavkom oziroma s to mislijo se sooča vsak posameznik, ne sam jaz. In mislim, da s tem se tudi soočamo vsak dan. V bistvu moraš biti kar ustrajen in pohumen. Moj oče zmeraj rekel, sreča spremlja pohumne, tako da se tega prvan držati. Pa se je zgodil kakšen fuck up trenutek v vaši karieri, ki bi ga zdaj lahko podelili z nami? V bistvu precej sem tudi jaz zafrknila. Pa zdaj smo si naredili na firmi tudi fuck up jar, tako da vsaki kaj zafrkne, mora dati par centov noter, da bo na konci se zbrala za eno pico. Ampak za več o fuck upu pa vas vabim na srednji dogodek. Kjer boste seveda bom delila svojo osebno izkušnjo, ja. Gostja. Pa morda samo še to, predno si privoščimo minuto ali dve glasbe. Vas je bilo bolj strah posledic tega, ko ste nekaj zafrknili, ali pravzaprav občutka, kaj bodo rekli morda doma ali bližnji, dokler ne znanci, zafrkneš, itak se ne sprašuješ, ne poznaš teh občutkov oziroma ne razmišljaš o temu. Ko pa enkrat pride do tega, je pa mogoče to neko razmišljanje, kaj bi lahko naredil drugače.
in premlevaš bolj to, kot pač, da bi vnaprej nekaj razmišljal o tem, ker vseeno kot podjetnik si ti precej okupiran z nekimi vsakodnevnimi stvarmi, pa tudi fuck-upi, ki se ti dogajajo dejansko na dnevni bazi. In ja, ampak to sprejmeš in greš naprej. Tudi jaz kdaj zafrknem dogodek, ki se bo zgodil v Ajdovščini v sredo, 18. ura je tista, ki si jo morate zapomniti. Tudi jaz kdaj zafrknem. To so besede, ki si jih ponavadi direktori težko priznajo ali rečejo. Preverjam v nadaljevanju. Eva Morlja, direktorica Ljudske univerze Ajdovščina. Do tega vprašanja še pridem, naj vas ne bo strah. Pa mogoče za začetek, zakaj je ta dogodek tako pomemben za Ajdovsko, pravzaprav Vipavsko dolino in zakaj ste ga pravzaprav pripeljali na naš konec? Na Ljudski univerzi Ajdovščina se v osnovi ukvarjamo z izobraževanjem odraslih, smo pa prerasli tipičen izobraževalni center za odrasle in smo tudi večgeneracijski center, karierni center za mlade in izvajalci programa PUMO. Tako da naše delo se dotika tudi mladih. Zato smo se odločili, da pristopimo k razpisu Andragoškega centra Slovenije in kandidiramo za izvajalca tega dogodka. Namreč gre za dogodek, ki je namenjen predvsem mladim in sicer ima zelo veliko sporočilno vrednost. Namreč ta dogodek je namenjen mladim, vsem mladim, ne samo tistim, ki jim je uspelo, ampak tudi tistim, ki jim mogoče ne gre vse tako, kot si želijo, ali pa so recimo se soočili z izstopom iz šolskega sistema. Torej, naše sporočilo s tem dogodkom je tudi, da spodbudimo mlade in s tem namenom smo se odločili, da kandidiramo in tudi bili uspešni na tem razpisu. Neja Fakin, ko ste pripravljali razpis, kolikokrat vas je prešinila misel, kaj pa če kaj zafrknem? Ja, v bistvu kar velikokrat, no. Ampak, kot je že povedala direktorica, v ta projekt smo pristopili predvsem zaradi mladih, ker smo hoteli pač nagovoriti mlade, tudi mlajše z nižjo stopnjo izobrazbe in predvsem tiste, ki so velikokrat obremenjeni s pritiski uspeha oziroma se obremenjujejo s tem, da jim nekdo reče, kaj pa, če mi ne uspe, oziroma tudi s pritiski družbenih omrežij. In prav ta dogodek, mislim, vsi smo že kdaj zafrknili in pač ni pomembno to, kolikokrat smo zafrknili, ampak pomembno je, da se iz tega nekaj naučimo. Da pač pokažemo, da napake niso nekaj slabega, da so napake v bistvu lahko neka priložnost, neka nova izkušnja oziroma neka odskočna deska za nekaj boljšega. Ampak vseeno, pri pripravi razpisa je bila verjetnost, ali boste pripeljali dogodek na Ajdovski konec ali ne, 50-50 bi lahko rekli. Potrebno je pri vseh teh, bom rekla, projektih, ki jih pripravljate in na Ljudski univerzi v Ajdovščini jih je res veliko namenjenih vseživljenjskemu učenju, verjeti vase. Ja, mi smo vedeli, da imamo dobro idejo in da nam bo dogodek uspel, zato smo se povezali tudi z inicijativo, pač Fuck Up Nights, ker vemo, da so pač te dogodki med mladimi priljubljeni. V bistvu želimo pa si tudi to dati mladim, to vrednost, to sporočilo oziroma jih ozavestiti o tem, da se učenje ne konča v šolskih klopeh, da učenje ni nekaj formalnega, ampak da je učenje v bistvu priložnost oziroma orodje, ki ga ima vsak in ki ga spremlja v bistvu vsak trenutek. Zakaj so ti dogodki, Matjaž, med mladimi tako priljubljeni? Jaz bi rekel, to pač so iskreni in avtentični, pač tako, pardon izrazu, tako no bullshit zgodbe, ne. Mogoče, če smo tako nekje na družbenih omrežjih, pa v avtobiografijah vsi pač, ne, pokažemo te dobre dele življenja, pa jaz ful verjamem to, da dobre zgodbe so pomembne in so svetilnik, ker nam kažejo, kam želimo iti, ampak za vsakim uspehom so pač, ne, na tej poti so neuspehi del tega, ne moramo se izogniti, ni čudežnih ljudi, vsak naredi napako in tle pa pol ta del, ki brez filtrov povemo, glej, ne, nekdo je tudi to zafrknil in pove pač to svojo iskreno zgodbo, brez tega, da bi se skrival za samo nekim bliščem, ampak ne, ni bližnjic to in to je treba dati čez in na tak način. In mladim je, se mi zdi, sploh v poplavi res družbenih omrežjih in perfektnih življenj, ki jih tam kažemo, to ful blizu.
Vseživljenjsko učenje, gospa Eva Mermolja, je nekaj, kar zasledujete na Ljudski univerzi Ajdovščina in to je en tak dogodek, da boste še bolj opozorili na to vaše poslanstvo, kaj ne? Tako, zelo pomembno je, da nenehno ozaveščamo o pomenu vseživljenjskega učenja. Namreč nekako želeli bi si, da predvsem pride ta informacija, spodbudna beseda do tistih, ki mogoče se še ne zavedajo pomena vseživljenjskega učenja oziroma mogoče imajo neke negativne izkušnje s šolanjem ali pa so v življenju dostkrat zafrknili in se bojijo neuspeha, da njih spodbudimo, da se vključejo, da rastejo in da so aktivni. Mislim, da z različnimi tovrstnimi dogodki, tudi tak, kot je ta, ki prihaja v sredo, ali pa s tednom vseživljenjskega učenja, spodbujamo, ozaveščamo o pomenu vseživljenjskega učenja in vključevanje v programe, ki jih ponujamo ne samo na Ljudski univerzi, tudi različna društva, organizacije in kot je rekla Neja prej, dejansko se učimo v vsakem trenutku, mogoče včasih največkrat zelo nezavedno, včasih pa tudi zavestno in načrtno in organizirano. In prav s takim učenjem se ukvarjamo na Ljudski univerzi Ajdovščina. In zdaj, gospa Eva Mermolja, kot direktorica, kako je, ko vodstvo zafrkne? Kakšni so občutki? A je težko to priznati? Danes govorimo, da se pravzaprav to zgodilo že vsakemu in da je to del našega vsakdana. Pa vendar, ne, če je to direktor, morda včasih ni tako enostavno. Jaz mislim, da z izkušnjami je vse lažje. Seveda pač so različne situacije, tudi kako se sam počutiš in tako, ampak v osnovi se zavedaš, da je tudi napaka del procesa rasti in da vsaki dela tudi napake, je pa zagotovo v tistem trenutku težko. Se mi zdi pomembno, ne reka prej, da se iz tega nekaj naučiš, ampak tudi, da prevzameš odgovornost. In recimo, pač, ko delamo, si prizadevamo, da delamo najboljše in če veš, da si vse vložil noter, da si dal ves trud in da potem si tudi, ko se zgodi napaka, pomirjen sam s sabo, pač se zavedaš, da si v tistem trenutku sprejel najboljšo odločitev, kakor si znal in zmogel v tistem trenutku, ni pa nujno, da se potem izkaže kakor najboljša, ne? In pač tu si moraš nekako spoznati, sprejeti, se pogovoriti sam s sabo in doskrat rečejo, ne tako, nobena stvar ni tako grozna ali pa nobena juha se ne poje tako vroča, kakor se skuha ali pa vse je za nekaj dobro. V resnici, ko gledaš potem za nazaj, stvari so tako, ne? In mogoče z izkušnjami na tak način tudi dojemaš napake, ja, ni pa vedno lahko. Meni je ljuba misel, da napaka je napaka takrat, ko se iz nje nič ne naučiš. Vse drugo je priložnost in poligon za rast. Eva Birsa, kot direktorica Evitasa, kaj boste rekli? Je težko vodstvu priznati, da tudi dela napake? Mislim, meni osebno ne. Sploh, če imaš ob sebi čudovito ekipo. Jaz zmeram pravim, da dejansko vsaka napaka je priložnost za izboljšavo. In res je, če ne delaš napak. Če delaš, so napaka pač nekako del celega procesa. In ja, važno je, da se z njih nekaj naučiš. Matjaž, kaj bomo videli, slišali v sredo? Se bomo učili iz napak pomembnih, poznanih ljudi? Tako, ja, za sredo smo pripravili zanimiv program, panel 4 govorcev, tako z raznolikih področji, z raznolikimi zgodbami, izkušnjami in na koncu tudi lekcijami, ki so se jih naučili pri svojem delu. Gostili bomo Marjo Milič, kar je vodja finančnega podcasta How to, Money How to, Jerneja Česna, tudi domačin Ajdovc, ki pa je operativni direktor pri Outfit 7, kjer razvijajo aplikacije, med njimi tudi Talking Tom. Potem Domena Dana Gajmana, soustanovitelja priljubljene akrobatske skupine Dunking Devils in pa Evo Birsa, ki je danes tudi z nami. In prijav je veliko več, kot ste pričakovali. Neja Fakin, najprej je bil dogodek napovedan za prostore Ljudske univerze v Ajdovščini, potem pa ste začeli pokati po šivih, ali kako? Ja,
Ta odziv nas je iskreno res zelo presenetil, kajti na začetku smo načrtovali pač manjši, tako bolj intimen dogodek in smo ga planirali pač v dvorani pri nas, v prostorih Ljudske univerze Ajdovščine, ampak potem so te prijave kar rasle in rasle. Vsakič, ko smo dali novega govorca ven, so se te prijave kar večale in bam, pač mogli smo iti v največjo dvorano na Ajdovskem. Koliko jih je danes prijavljenih? Zdaj smo blizu številke 200. Kako pokate po šivih pa od ponosa, gospa direktorica? Zagotovo se mi zdi zelo pomembno, da že ko načrtuješ stvari, da poskušaš načrtovati za prav. Če ste reči, da ste zafrkljni. Ne, da v bistvu mi smo rekli, bomo naredili rajši manj in vse, kar naredimo za prav. In od izbire teme, samega dogodka, do izbire potem govorcev, promocijsko kampanjo in ja, zagotovo pač smo zadovoljni z odzivom in se nadejamo res ta začutovitega dogodka. Ne, ja, dogodek je brezplačen, to moramo še povedati. Ja, dogodek je brezplačen, kajti poteka v okviru projekta Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje, ki ga vodi Andragoški center Slovenije v okviru kampanje lahko.si. Pa je res lahko izpeljati nekaj tako mogočnega in veličastnega, Matjaž? Pa vsak projekt, kot tudi ta, ima svoje izzive, ampak zdaj smo tudi izpopolnjena, razširjena ekipa, ki to delamo z izkušnjami, tako da je lažje. In v bistvu v resnici pa, kar je tak odziv udeležencev, pa to, da so govorci tisti, ki so pogumno pripravljeni stopiti, mi rečemo v to našo spovednico in deliti zgodbe, v bistvu tam je že narejenega pol ali pa še kaj več. Upati se je pravzaprav tudi poslanstvo dogodka, tudi jaz kdaj zafrknem, ki bo prav poseben, kot rečeno, v sredo v Ajdovščini. Matjaž, tam boste odprli mikrofon tudi za udeležence, kaj ne? Ja, tako je. Mislim, mi želimo uspešnost tega, koliko smo dobri pri destigmatizaciji neuspehov, je, da vidimo, koliko ljudi je pripravljenih deliti svojo zgodbo, tako da po naših 4 govorcih bomo imeli tudi odprti mikrofon, da kdo od udeležencev stopi gor in na kratko podeli svojo zgodbo, tako da vabljeni. Prijave so še odprte, lahko se kdo pridruži, Neja, tudi zadnji moment? Ja, prijave so še, tako da lepo vabljeni, no, da se še pridružijo. Ciljamo na polno dvorano. Ok, mi držimo pesti. Gospa Eva Mermolja, kot direktorica, morda potrebno je vsak dan znova opogumljati tudi zaposlene, da če naletiš na izziv, problem, neuspeh, ne pomeni konca sveta, kaj ne? Ja, mislim, da predvsem z gledom, da tudi ko si ti v taki situaciji, da pokažeš sodelavcem, da priznaš, prevzameš odgovornost, pa tudi s tem, da vzpostaviš tako okolje, kjer je vlada zaupanje in kjer se napake ne skrivajo, ampak razkrivajo in v bistvu se pokaže neka pomoč. Ni treba, da je to sočutje v smislu boji, ampak da se pač opogumi in da sprejmemo napake, kakor priložnost za rast. Eva Birsa, imate že kaj treme za sredin dogodek? Malček zdaj, še ta zdrava trema, bomo videli pa, kako bo pred 200 ljudmi. Ampak morda v stavku ali dveh, kateri vaš neuspeh, morda za tiste, ki vendarle ne bodo v sredo, poleg je darilo v preobleki? Ja, v bistvu sem se iz tega kar precej naučila, no, in človek je malo bolj previden. Se pravi, ne pridejo in bojo pa bojo slišali podrobnosti in ja, se zgodba je zanimiva in mislim, da se lahko še kdo kaj nauči iz mojega neuspeha. Pa cilj je, Matjaž, učiti se iz teh zgodb ali samo ozavestiti to, da neuspeh naj ne bi tako zelo bolel, kot nam je v navadi? Tako pač pokazati to, se učiti iz napak drugih, če so že kaj naredili, mi lahko njihovo lekcijo uporabimo v življenju, predvsem pa tudi to pokazati, da pač vsi delamo napake na dogodkih. Ko vprašam, kdo je naredil napako, so vse roke dvignjene, kdo je o tem že govoril, je rok toliko, da jih lahko preštejem na prste ene roke. To želimo pokazati, nisi sam v tem in strah. In želimo zavesti, da ne bo tega straha pred neuspehom, da si drzneš poskusiti kaj novega v življenju. Odlična iztočnica, spoštovani. Kdo je že naredil napake v življenju? Kdo bo dvignil roko? Hvala za pozornost in lepo se imejte ter uspešno pri izpeljavi. Hvala. Hvala.
Radio